Ho, ho, ho! Dober dan, dobri otroci. Smo bili kaj pridni? Ja! Kar 3 dobrodušneži nas obiščejo vsako leto, a ni bilo vedno tako. Prvi je v naše kraje začel prihajati Miklavž. Miklavž oziroma škof Nikolaj je bil resnična oseba, ki je v 4. stoletju živel v mestu Mira na območju današnje Turčije. Rad je pomagal ubogim. Najbolj je znana zgodba o revni družini s 3 hčerami, ki jim je škof pomagal tako, da je na okna nastavil 3 kepe zlata. Zaradi dobrih del je bil Nikolaj razglašen za svetnika. Umrl je 6. decembra. V spomin na njegova dobra dela, zaradi katerih so ga razglasili za krščanskega svetnika, pa na ta dan dobivamo darila. Ker oblast v naši državi po 2. svetovni vojni krščanstvu in torej tudi običajem krščanskega izvora ni bila naklonjena, so miklavževanja, miklavževe sejme in podobno ukinili. Miklavža je po naročilu takratnih voditeljev nadomestil dedek Mraz. Bradatega moža, ki ga poznamo pri nas, je po naročilu naslikal slikar Maksim Gaspari. Dedek Mraz ima sicer korenine v Rusiji, je nekakšen mlajši brat ruskega sovjetskega dobrega moža, deda Moroza, ki ima ob sebi babico Zimo. Veliki sprevodi dedka Mraza so po 3 desetletjih usahnili, a dedek Mraz nas obiskuje še danes. Miklavžu in dedku Mrazu se je pred 30 leti po osamosvojitvi pri nas pridružil še Božiček. Prišel je iz ZDA, kjer ga podobno kot Miklavža poznajo kot dobrotnika, ki je obdaroval revne, velike zasluge za njegovo priljubljenost pa ima njegova podoba z ameriško pijačo. Kakšen naj bo, si je izmislil ameriški karikaturist. Torej, najdlje nas obiskuje Miklavž, krščanski svetnik, ki ga je po 2. svetovni vojni malce izpodrinil dedek Mraz ruskih korenin. Obema pa se je pred 30 leti z vzponom popularne kulture iz Amerike pridružil še Božiček. Gremo na kakav.